če bom jaz najdla ta goriški kamin. Pojdite v smeri jugozahod. Ja, in kako naj vem zdaj, kje je jugozahod tlele? Zavijte desno, zavijte levo. Kaj? Vaš cilj je na desni. Go 2025. Gremo brezmejno. Nace, povej mi, a je res tako težko dobiti ta goriški kamin? Ja, ni težko, označen je z nalepkami, z sprejnimi oznakami po tleh, zdaj pa sploh po novem imamo GPX sledi, tako da imaš telefon, na ekrančku telefona spremljaš pot in ni šanse, da se zgubiš. A je to edina novost? Ne, poleg GPX sledi imamo tudi romarski potni list, tako kot vsi ostali veliki kamini, se pravi, takole zgleda, potni list z našim znakom in noter lahko pohodniki zbirajo žige, ne? Tako da po določenih točkah na poti imaš žige in to ti je dokaz, da si pot res prehodil. Super. Sicer pa tukaj sva na taki slikoviti točki, slikovit razgled, vidiva. To je le en del celotne trase, kaj ne, ki se začenja v Ogleju. Seveda, celoten goriški kamin je dolg dobrih 80 km, razdelili smo ga v 4 etape in na vseh teh 4 etapah na celotnem kaminu je kar nekaj takih točk, ki omogočajo čudovit razgled. Recimo Cirje, še pred Cirjem Debela Griža, tukaj in na koncu na vrh Svete Gore. In 4 etape sva poimenovala, prva se začenja v Ogleju, kako ste jih torej razdelili? Prva gre od Ogleja do Zagraja, 28 km dolga, povsem ravninska, tako da se človek navadi na hojo. Druga je razgibano kraška, se pravi Zagraj, Mirnski grad, 26 km, valovi po kraškem terenu. Potem imamo malo krajšo ravninsko urbano, z Mirnskega gradu v Gorico, ki omogoča pohodnikom, da si ogleda vse znamenitosti, zanimivosti v Gorici. In še zadnja, 4. etapa, dajmo jo reči, ravninsko-planinska Gorica, Nova Gorica, z zaključnim vzponom na Sveto Goro. Je dolga pa 17 km. Nace, kaj pa je tako posebnega na tem goriškem kaminu? Jaz mu pravim mali, veliki, čezmejni kamino. Zakaj mali, veliki? Zato, ker ima vse tisto, kar imajo veliki na relativno kratki razdalji. Poleg tega je njegov atribut čezmejnost, se pravi, da poteka po 2 teritorijih, slovenskem in italijanskem, in da ga je mogoče prehoditi celo leto, se pravi 365 dni na leto, medtem ko recimo nekateri kamini zaradi snega, mraza po zimi počivajo, našega mirne duše prehodiš januarja, marca, kadarkoli že. Kamino pravzaprav povezujemo z nekako z versko potjo. Kako je tukaj s tem? V principu je projekt Walk to Spirit, v okviru katerega nastaja kamino, ima podnaslov Sveti kraji, ki povezujejo. Tako da gre za povezavo 2 svetišč. Sam kamino pa je namenjen tako vernim kot drugače vernim in nevernim. Vsi, ki radi hodijo, so dobrodošli. Koliko časa se potrebuje, da se ga prehodi? Načeloma 4 dni, recimo 4 etape, seveda se bodo našli zagotovo ljudje, ki ga bodo prehodili v 2 dneh, pa tudi taki, ki se bodo vzeli več časa, 5, 6, 7. Je poskrbljeno tudi za prenočišča na poti? Seveda na poti so prenočišča, v zaključku vsake etape je mogoče dobiti prenočišče, tudi prepoloviti etapo, recimo prva, ki je precej dolga, 28 km, lahko prespiš na polovici v Škocjanu po 14 km in pol poti. Zaključek poti pa je tukaj pred baziliko na Sveti Gori, kaj ne? Kdo vse sodeluje v tem projektu? Tako, vodilni partner projekta Walk to Spirit, v okviru katerega nastaja goriški kamino, je frančiškanski samostan Sveta Gora. Projektni partner pa bazilika v Ogleju, se pravi fundacija Sokoba, ki upravlja z baziliko v Ogleju. Tako da to sta ta 2 partnerja. Kot rečeno pa goriški kamino nastaja v okviru teh Small Project Fund projekta čezmejnega Interrega. In tako se pripenja tudi na Evropsko prestolnico kulture. Evropsko prestolnico kulture, in ko smo že tu na Sveti Gori, to je zanimivo, ob lepšem vremenu, kot je danes, je mogoče videti vse do Ogleja in nikjer ni opaziti meje v tem teritoriju. Se pravi, gre za praktično skupno ozemlje. Več informacij o goriškem kaminu pa na spletni strani itergoritense.eu.